Vlada je predlagala zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta zakon je po mnenju Slovenske demokratske stranke slab in ne rešuje ključnega problema. Dejstvo je, da se v Slovenski demokratski stranki tega problema zavedamo. Dejstvo je pa tudi, da smo prepričani, da je rešitvi tega problema potrebno pristopiti na drugačen način. Mi predlagamo, da je potrebno najprej probleme rešiti na izvoru. Torej, najprej je treba zagotoviti, da bodo tisti, ki so brezposelni, to je 130 tisoč ljudi imelo delo, da bodo delavci primerno plačani, da bodo od svojega dela lahko živeli, prav tako upokojenci, da bodo imeli primerne pokojnine, s katerimi bo možno živeti, potem zagotovo takega velikega obsega dela na črno v Sloveniji ne bo. S tem zakonom, kot ga je pa predlagala vlada, pa praktično ne rešujemo ničesar. Intenca tega zakona je kaznovalna in če pogledamo evropsko politiko in tiste države, ki ta problem rešujejo, imajo popolnoma drugačen pristop. In mi smo prepričani, da s takšnim pristopom tega problema v Sloveniji ni možno rešiti. Med drugim pa moramo še posebej poudariti, da poskuša v enem členu tudi omejevati sosedsko pomoč. To je pa tisto, kar je v tej situaciji, ko ljudje ne morejo živeti, ko je praktično izjemno težko iz meseca v mesec prebijajo, da je to situacija, v kateri si ne moremo dovoliti, da bi omejevali še sosedsko pomoč, ki je še edina v tem trenutku, ki ustvarja pogoje za to, da se lahko ljudje pomagajo med seboj in seveda preživijo. Zato smo prepričani, da je ta zakon nujno sprejeti neke drugačne rešitve na tem področju in zato smo predlagali tudi, da gre ta zakon v odločanje državljankam in državljanom Republike Slovenije. Ker Slovenska demokratska stranka in naša poslanska skupina je v času sprejemanja tega zakona storila čisto vse, je bila konstruktivna, predlagala ustrezne amandmaje, s katerimi bi bilo možno ta zakon pripraviti do te točke, da bi bil sprejemljiv za večino državljank in državljanov Republike Slovenije. Ker seveda vlada in koalicija to ni želela sprejeti in tudi seveda ne razumeti, smo se potem odločili za to rešitev, kot jo smo seveda tudi predlagali. Da ne bi z tem referendumom obremenjevali državljanke in državljane Republike Slovenije, smo zato predlagali, da je bil ta referendum na isti dan kot referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S tem seveda ne bi obremenili ne proračuna, ne davkoplačevalcev, rešili bi pa problem, ki je nesprejemljiv za večino državljank in državljanov Republike Slovenije. Nikakor pa si ne moremo dovoliti, da bi ta zakon še na nadaljevanju omejeval sosedsko pomoč, ki je v tem trenutku ključna za to, da lahko ljudje preživijo. Pa še posebej bi rad poudaril tole, da je ta zakon napisan prav proti periferiji. In ta vlada seveda sprejema zakone, predvsem na kožo pisane centralnim delom te države in to je tisto, kar je velikanska napaka. In na tak način se ta država nikoli skladno ne bo mogla razvijati. Zato v Slovenski demokratski stranki lahko zelo jasno povemo, da mi tukaj imamo drugačne poglede in imamo tudi drugačne rešitve, ki bodo sprejemljive za večino državljank in državljanov Republike Slovenije.